Ocenjujem, da je vrh uspel s tistim osnovnim sporočilom, in sicer, da gospodarstveniki politikom povemo, kje so trenutno ključni izzivi in problemi slovenskega gospodarstva in kaj mora politika opraviti. Čeprav je vse skupaj mogoče na trenutke izpadlo malce pesimistično, sem vseeno začutil, da je v gospodarstvu še veliko vitalnosti, da pa seveda pričakujemo, da bo politika opravila določene spremembe na področju deregulacije, zagotavljanja finančnih sredstev za nov gospodarski razvoj in nazadnje tudi pri bolj racionalnem poslovanju države. Dialoga med politiki in gospodarstvom je absolutno premalo, prevečkrat smo gospodarstveniki tisti, ki samo poslušamo, in današnji vrh je bil po mojem mnenju zanimiv in preloman tudi zaradi tega, ker so politiki predvsem poslušali, kaj gospodarstveniki menimo.